osveti ove prostorije sada nove, prema tome... Pa morate mi dati ruku, kako ćemo bez toga? Moramo dati ruku, Bog pa živi. Dobro? No, vsekakor sem vesel, da ste to vse tako lepo obnovili. Se razumete dobro? Možemo? Zelo sem vesel, da ste lepo obnovili. Treba je obnavljati prostore, zato da bi obnavljali tudi svoja srca, svoja spoznanja, svojo voljo in da bi imeli vedno velike želje hrepenenja. Kajti človek lahko toliko naredi, kolikor moči hrepenenja, želja ima v sebi. In vaše društvo tu v Novem Sadu je zelo pomembno. Toliko bolj, ker ima to mesto veliko tradicijo, ker je v vsakem pogledu pluralno po jezikih, po kulturi, po običajih, po veri. In seveda, vi boste lahko veliko naredili, če boste imeli, kot pravimo, zelo močnega duha. Duh je tisti, ki obnavlja nas ljudi, ki obnavlja naše medsebojne odnose in kjer je velik duh, tam se tudi materialne stvari obnavljajo. Pa torej bom zares blagoslovil te prostore, to dobro hrano, ki ste jo pripravili. To ste vi pripravili, gospod predsjedniče? Ne. Ja sam pripravio ovako, ostali su radili, da. Ja sam bio Sami smo to su naši prostori. I ovo je pored. To je vse vaše. Jo naše. Tudi oni blagoslovimo. Dobro. Naša pomoč je v imenu Gospodovem, ki je ustvaril nebo in zemljo. Molimo, vsemogočni večni Bog, stvarnik nebes in zemlje, ti si poslal na svet svojega sina, Jezusa Kristusa. Privzel si je človeško naravo, učlovečil se je, da bi vse, kar je telesnega, zopet vrnil v občestvo s tvojo voljo. Zato te prosimo, blagoslovi te prostore, da bodo vsi tisti, ki se v njih zbirajo, odkrivali tvojo dobroto, se veselili tvoje navzočnosti in tako vsem ljudem spričevali tvojo dobroto, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Blagoslovimo tudi to hrano in to pijačo. Ta hrana, ta pijača, ki je dobrota tudi in plod, bi rekli, vašega društva, samo označuje veliko še večjo, močnejšo Božjo dobroto, ki se je razodela v Jezusu Kristusu. Jezus sam, kot veste, je postal kruh življenja, pijača življenja in zato nas vse to spominja. Tudi tam imate, ne vem, če prave, pirhe. Pirhe. Veste, kaj so to pirhi? In veste, koliko pirhov se prinese k blagoslovu? Naša tradicija je, da se z hrano točno predstavi, kaj vse je Jezus za nas storil. Ker je on bil tako imenovano jagnje, ki se je darovalo, zato nosimo kračo in različna mesa na blagoslov, da s tem označimo starozavezno jagnje. Ker je on ustanovil Evharistijo, kruh življenja, zato nosimo kruh k blagoslovu. Ker je nosil trnjevo krono, zato navadno v naši tradiciji se speče posebna potica, kolač, ki je okrogla kot trnjeva krona. Potem, ker so mu dali 5 ran, zato prinesemo 5 rdeče obarvanih jajčk, pirhov, na blagoslov, da bi označili Jezusove rane na rokah, na nogah in na srcu. Ker je bil pribit s 3 žebli, zato navadno nosimo tudi 3 hrenove korenine, ki so grenki. Seveda jajce je tudi drugače simbol velike moči, ker kakor piščanec preluknja lupino in stopi ven, tako je Jezus razbil grob in prišel na dan. In potem imamo seveda še drugo spomladansko rastlinje. V Sloveniji je posebej tradicija, da se da tudi
pelin. Znate šta je pelin? Pelin v vino se ga stre, ker so tudi Jezusu dali vina žolče mešanega, grenkoba. Tako vidite, z vso to hrano na poseben način označujemo tudi Jezusovo trpljenje. Pa bomo zdaj to blagoslovili, prav zato, da se lahko veselite, da pripadate eni družbi, enemu občestvu in da se vedno med sebojno zelo podpirate, da ste enega srca in enega duha.